da se mi napolom tale gorc. Sicer imam slabo vest. Dobro jutro. 5 ur sem spal, do zbo, zdaj pa na zajtrk, potem pa gor na smučišče. Spal sem k-top, ful super, ki je toplo, sicer sem mal dehidriran, ker je toliko toplo, ampak fino, da je bilo. Lejte, drugače imamo pa še tukaj balkon, sicer ga veliko ne bova uporabljala, ker je mrzlo. Lejte pa, kakšen razgled imava. Tole je travniška trdnjava. Imam tudi en video na YouTubeu, bom dal link v opis, tako da si ga poglejte. To sem z dronom posnel. Zdaj pa greva midva nekaj pojest. Je tukaj tudi lastnik, cenik enega lokala pustil, tako da greva pogledat. Evo, tole dol je Silvotov avto. Sva v bistvu na eni boljših lokacij v Travniku. Pač tukaj zraven te trdnjave. Tukaj v bližnji hotel sva šla na zajtrk. Lejte, kakšno gostijo sva dobila. Kako bi ti to, Silvo, komentiral? Zelo bogača, premalo velika, ampak se bo potrudila. Lejte, drugače pa zelo lep hotelček. To je čist nasprot najenega apartmaja. Zraven te travničke trdnjave. Lejte, res ima je super lepo urejeno. Kakor ste videli, zajtrk pa tudi top je videti. Midva se zdaj odpravljava smučati na Vlašič. Mava okoli 25 km, da prideva gor. Ne vem, koliko časa bo trajalo. Tukaj je megleno vreme, kakor pa gor kaže, je pa čist sončno. Bomo videli. Prihajamo v mesto Turbe. Tukaj bova mogla nekje desno zaviti na planino Vlašič. Zdaj jaz se upam trditi, da če si v Travniku in v Google mapo daš Vlašič, te pelje po napačni strani. Namreč jaz sem to 2 let nazaj polet enkrat šel in sem tudi iz Travnika upisal Vlašič in pol sem prišel tam, bom rekel, nekam kar visok, ampak nisem pa prišel do gor, ker je bila toliko slaba cesta. Pa takrat sem še golfa, sem res šel z njemu tam, ker se tudi s traktorjem ni dalo, pa ni šlo. No, in danes mi isto pokaže, da je to narobe. Aha, vidiš, tlele boš, Silvo, zavijel desno. Lejte, tukaj desno zgleda. Zavijemo, je bila tabla. No, da to končam, to, kar sem začel. Se pravi, takrat nisem prišel na Vlašič, ker se mi pol tudi naprej mudilo. No, zdaj pa spet kaže v isto smer, ne? Se pravi, ke na uno stran. In midva že greva, sem rekel, daj na črpalki ustav, da jaz vprašam za vsak slučaj. In sem šel k črpalkarju in sem rekel, če je to ta prava pot za Vlašič. Je rekel, ne, tle se ne pride, v Berend Morta. Ne, čeprav po Google Mapsu pa kaže, da je ona najkrajša. Tako da, če bo šel kdo smučat, da ga to slučajno ne bo zavelo. Evo, poglejte tole. Sonček, hribi, sneg. Mislim, da bo tole fantastično, razen če ne bo gužve, ker je pač nedelja. Evo, zdajle prihajamo čist na smučišče Vlašič. Tukaj so eni krogci, gužva kar velika. Dober, ampak mi dva nam šlo na krogce, razen ti, Silvo, ki si začetnik. Da lahko sem letle pustim, jaz bom še pomalo bolj gor. Zdaj pa upam, ne, da bo tle, da ne bo kakšne hude gužve, ker je nedela. Kaj ti praviš, Silvo, na tale Vlašič? Ja, mislim, da je, Kranjska Gora lahko pride sem gledati, kaj se mora to narediti. To vse pozidano na novo, vse se to prenavlja. Turistov je 5-krat več kot v Kranjski Gori. Skratka, ne vem, Slovenija je zamrla, zgleda. Imaš ti, Silvo, kakšnega prijatelja v Kranjski Gori? Ti,
tam... Ti bo malo zameril to. Pa zamerite mi, če ste, ne znate se turizma. Pokupili so, Ljubljančani so vam pokupili tiste lukne in zdaj jih glejte tam, pa ne vem. Bolj tudi Ljubljančanov ne maraš. Ma. Talenci smo zakon. No, to se pa strinjam. Kaj je tamle ena skakalnica, vidiš? Ja, skakalnica, možete malo pogledati. Ali da drugače pa tole gradijo. Tu so obnavljali vse. Dobar, sej tudi na Jahorini je, aha, tlele ima majster parking. Jaz bi Silvo predlagal, da greva naprej, da vidva. Morda je zahoditi še pa še časa. Čeprav da ne bo mi je nazaj prišla, pa še tle ne bo parkinga. Ja, ampak bo greva. Nekje bo peva gor, da saj vidva. Tu je še deleč, ja. Na Vlašiču je gužva za znort. Sva pa tle srečala enega prijaznega gospoda, ki je rekel, da lahko tle parkirava, da je tudi njegovega soseda, ampak da ga ni. Tako da bova tle parkirala in imava čist blizu do proge. Drugače pa to čist zabito in je problem s parkiranjem z vsem, ampak midva se nama tole zelo dobro rešilo. Da vidim, kako je to Silvo parkiral. Dober je naredil. Bo Silva. Gužva za znort. Preveč sem se oblekel. Silvo je zjutraj rekel, da je -13. Je pa ene +5. Glejte, gužva pa taka in se nikamor ne premakne. Upajmo, da so gor kakšne, kaj manjša gužva. Zdaj sem prišel tukaj gor iz krogcem. Tukaj vidite, so dve žičnice, eno je sidro, eno je krogec. Zdaj to je taka čist začetniška, čist položna, pa je dol tudi gužva. Zdaj grem pa tukaj dol. Je pa ena proga, ki se imenuje Markovac verjeten. Mi je tukaj le en prijazen gospod razložil, da grem tle pa pridem in tam so tudi neke žičnice, kolikor sem ga razumel, je bistveno daljše vse skupaj in tudi na progi je veliko manj gužve, ker pač manj ljudi tam smuča. Tukaj je zdaj bistveno boljš, ni take gužve, sidro, super. To sem zdaj prispel na najvišjo točko, kar je smučišče. Zdaj rekli so, da je to bolj za zahtevne, pa ne vem, če ravno je. Bomo videli. Mal je južen sneg, pa ne gre čist tako, ker bi moglo iti. Ma se ni tako slabo, no. Jaz imam sicer rajš bolj strme. Vidimo, če bomo kje našega Silva tam najdeli. Vidite, kako tole. Jaz se ne vem, sem jaz kriv ali on. Kako gre Silvo, trikratni svetovni udeleženec akrobatskega smučanja? Ni lepšega raja kot sonce nad glavo. Ti, a bi ti mojim gledalcem pokazal, kakšne te fore iz svetovnih prvenstv? Če pa malo težko, še mogo malo prerintle, še mogli malo prekopati. Še Ja, malo pa kje počakati, da bo djuga. Kakšen kucel bi kje najdel, pa da bi ti malo poletel. Evo, lejte, to je človek, ki je bil trikrat na svetovnem prvenstvu v akrobatskem smučanju ali nekaj tacga. Zdaj se že nekaj časa vozim s tem sidrom. Zmerno sem šel po oni drugi strani, zdaj grem pa po tej. Se pravi na drugo stran, da vidimo, kako še tukaj izgleda proga. Gre tukaj veliko manj ljudi, tako da predvidevam, da je veliko manjša gužva. Malo je sicer ledeno, je izpredeno. Dobra za smuk. Ne smem pa v prvi rundi pretiravati z brzino, ker še ne poznam proge. Tako da tole bom enkrat šel prepeljati celo smuk, ker to sem zmeraj užival. Pa prazna je, kakor vidite.
kamna, tako da moram pa svoje nove smučke paziti. Nič, super je tudi tale. So sicer kratke, ampak gledajte, dobre, bom rekel, glih prevzame za mojo kondicijo, tako da se imam kar fino. Je pa res, da se pa čedalje večja gužva je na sedežu na tem sidru, ampak upam, da se v to ene pol ure začela skrajšati, ker ljudje se dostikrat hitro naveličajo, no. Upam, da se bojo tudi tle. Kaj tistole tam, moj prijatelj Silva, 3-kratni udeleženec svetovnega prvenstva, evo, penzioner, počiva. Mi ta mladi pa tiščimo. Poznate tega penzionerja? Boš še kaj smučal, Silo, ali si nehal? Ja, bom še, v tem življenju bom še malo presmučal. Tista dva Karlovačka si ti spil od zadaj? Ne, nisem, jaz sem. A ti si bolj naraden. Še ne. Upam, da si mi na polom tale gorc. Tomaž, vas je kaj strah? Nič, Glejte. jaz to vladam. Glejte, po teli strmini se bo treba tle dol spustiti. Konc smučanja za danes, ful super je bilo, čeprav na začetku žalostno zgledalo. Upala so tle v gužvo, sem rekel, tu bo gužva, še parkirati ne bo nikjer, gužva bo na žičence, pa kakor ste videli, sploh ni bilo tako da je bilo super, ampak vsem bi pa bolj svetoval je smučati med tednom kot v nedeljo, kakor so šla midva. Evo, zdaj so se lepo preobula v supergice, najlepši del smučanja, ko daš pancerje dol, je tako, Silva? Ja, to pa Ja. Evo, zdaj greva sem še malo naprej, najdeva nekaj za obrniti. Ali je to krožen mogoče? Ja, bo probala, čeprav mislim, da ne. No, sej lahko greva pa videla. Nič, gremo. Šla naprej, Silo pravi, da je krožen promet. Jaz nisem siguren, jaz mislim, da ni, ampak gled, zdaj ni več take gužve, tako da sploh ni problem, tudi če ni krožen, bo obrnila pa šla, tako da tlele so dol smučem prišla in vidite, imela sva manj kot 100 metrov do avta. Zdaj so pa nekateri že dol parkirali, ti se pa kar problem. Tlele dol je ta glavno, no, se bomo videla, če tole res krožno. Mogoče je. Je pa, si pravim, nedela in je tu gužva. Čao, Evo, punce so, Silva to mahale. Hvala, super, Ja, vidite se pa, da kolik zna gužva narediti, ne. En sem, en ke. Veliko je takih, ki mi dva Silva kar malo bolj na pamet. Pa če bo, če ne bo, ne bo. Jer nije ovdje kružno. Ovdje ne možeš dole da izdeš, moraš nazad. Nazad? O Bože! Ali da ideš van, moraš tu da ideš. Hvala. Hvala. Evo, neš Silva, sem jaz rekel, da ne bo krožno. Silva, počas ti kdo pade pod avto, ne boš prebremzal. Sad bom da ja to ukrenem. No, tle sem ti prej, Silva, rekel, ne, da če ne bi tam bil prijazen gospod, ki nam je rekel, naj parkirava, ker soseda itak ni, ker je nekam šel, pol bi imela tlele na konč še možnost za parkirati. Tako da zdaj, če boste šli med tednom, je tukaj dobra zadeva za parkirati, po mojem, zdaj tle kar gužva. Drugače pa mogoče kje spodaj, ne vem. Da se je Silo tu lotil tlele obračati, ker če bo pa tlele obrnil, pa vsakemu čas, tele gospe boš mogel malo premakniti. Samo malo! Čist na milimetre.
Ženska bo čaka, da bi obrnil. Evo, pa smo rešili. Ne, zdaj pa proti travniku pa nekaj dobrega. Hvala, čau! Lejte tole, sicer imam slabo vest, ker nisem nič vzel za jest. Kuža, lejte kako so lepi. Ponavad, ko gremo v Bosno, vzamem en žakelj briketu, zdaj jih pa nisem, lejte kako so lepi. Kuža ti, lejte, ungale, mislim, tacga bi domov vzel, lejte, tale dol je lep. Kuža, lepotec, kuža, pridi, ja, lejte kako je lep. Kaj so tu lepi psi? Začeli neki med seboj teb, kuža ti, ja, bogi reveš, lejte, tega so poškodovali. Bogi reveš. Kuža, dute pa na pol. Ja, reveš, bogi, škoda, ker nimam net zate, lejte, ker ne more hoditi. Joj, kaj se to meni smil? Bogi reveš. V travniku so šla v čevapčinico Hari, se mi zdi. In lejte, kakšna gužva, kamor se obrneš, vse polno. Idemo dol pogledat. Lejte, tle tudi vse polno. Ne moreš verjeti, tam pa zraven ena, pa na 3/4 prazna. Pač pa tudi tle delajo masovno, tako da se človek že malo vpraša. Če je to lahko toliko dober, če je toliko masovno, samo običajno je, mislim pa, če je toliko ljudi, ajde, to je vse polno. Ajde, vse polno. Evo, zdaj smo šla tukaj na čevape, jaz 15-ko. Silvo je bil skromen, je zadovoljen z 10-ko. Zdaj, drugače, tam ste videli, kakšna je gužva. Je malo razloga, pijače še nisva dubla, kajmaka nisva dubla, solato so sem eno dubla. Tako da jutri zjutraj mogoče greva na pruštek, pa uno zraven, da ste prej videli, da je tako polna, pa bomo videli, če kakšna razlika. Oziroma, razlika po mojem, da je že zdaj, kar je videno. Ne, zdaj pa dober tek, Silvo, jaz sem kar lačen, ti. Hvala, jaz tudi. Tukaj smo šla še na eno tortico, oziroma na baklavo, pa baklave niso imeli. Zakaj so potem tle Silvo šla? Ja, dobra družba je, pa so potle ostala. Ja, tele punce so naj tako lepo sprejele, da je res. Sva pa zdaj vzela tortice, pa kavico, tako da pa tudi tak zelo prijeten lokalček je, se kar nekaj dogaja, tako da super. Wow, kakšen nor dan je za mano. Super je bilo in lejte, to je en tistih dnevov, ki rečeš, wow, kaj je življenje lepo. Kot ste videli, sem smučal na Vlašiču, potem so šlo še malo po travniku, v glavnem zdaj pa tukaj ležim v postelji. Par stvari sem še naredil, zdaj bom še tale video zmontiral, no potem grem pa spat. No, na Vlašiču kako je bilo? Lejte, to je manjše smučišče, nima nekih modernih naprav, samo eno dvosedeženco ima, še ta je stara, ostalo so pa sidri pa krogci. In to ni najboljše. Je pa tam en del proge, ki se pravi Markovac verjeten, tam je pa vse skup meni kar zelo všeč. Jaz sicer sem en sidro, ampak to je malo bolj na stran in tja ne pride veliko smučarjev, tako da ni neke gužve. Še danes je ni bilo kaj nedela, tako da med tednom mora biti skozi super in imaš potem 3 proge. 2 na levi strani, če se peleš gor, pa eno na desni. Saj so si podobne, ampak vse po svoje zanimive. Tiste 2 na levi strani so še boljše, ker ni gužve. In jaz sem tam vozil smuk.
to delam že od malega. Sicer vem, da to ni za moje leta primerno, ampak si ste videli v videu, to se moram mačkam zadržati, ampak jaz tako uživam, da vam ne morem povedati. No, ampak ful sem se rad smučal. Dobro, tudi zato, ker je bil vreme lep in tiste se nisem dolg. Popoldansko karto sva imela, 3 urce sva smučala, ampak jaz sem to res intenzivno, tudi 2 minute ni bilo predaha in meni je bilo super. In bi še urco 2, če bi žičence delale. Tako da meni je smučišče super, bi pa, če greste, predlagal, da greste med tednom. Drugače pa midva sva nastanjena tukaj v Travniku, to pa zato, ker na Vlašiču nisva dobila sobe. Na Bookingu ni bilo proste sobe po normalni ceni, je bilo par takih, ki je bila za 2 cena, ne vem, 200-300 evrov, ampak to mi pa na misel ne pride, da dam tukaj. Lejte, tukaj imava prav super apartma, za katerega sva dala 52 evrov za 2 noči, za obe 2 skupaj, to pomeni 13 evrov dava na osebo na dan. Ful je toplo, kar mi všeč. In ta apartmajček se mi je ful preljubil. Pol po smučanju sva s Silvotom šla dol v center, to imava dobrih 5 minut, se dol v dolino spustiva. Sva šla, se ste videli, na čevape, pa tortice, pa to. In pol, ko sva prišla nazaj, ful sem se veselil, ker mi je toliko prijetno tukaj, da mi je res super. Drugače to tukaj v Travniku ni čisto slabo, tako da verjetno bi bilo boljš gor na Vlašiču, ali pa mogoče tudi ne vem. Sicer seveda ni pol vožne gor dol, ampak gledajte, tudi tukaj biti v Travniku ni slabo, niti približno ne. Jutr pa greva v Kupres. To je tudi eno smučišče, to je tam južno bova šla, pri mestu Bugojno, še malo naprej. Jaz sem se enkrat pelal čez ta Kupres, to je bilo 2 let nazaj, 29. novembra, ko sem šel v Jazce. Meni je bilo ful lepo. Vsi sem se sam pelal čez, pa že mrak se delal, ampak mi je bilo ful lepo. Tako da se ful veselim. Rezerviral sem že super apartma prav v Kupresu. Cena je, mislim, da 71 evrov za 2 dni, tako da to je 16 evrov na dan na osebo, tudi pocen, tudi ogromen apartma, boste jutri videli, kakšen je. Sicer nima še ocen, tako da ne bom nič rekel, no bomo jutri videli. Tako da se veselim Kupresa, veselim se vožnje tja, ko bo siguran kaj zanimivega videla. Tam se vsega veselim, tam se smučanja veselim. Ful se veselim. Tako da zdaj gledajte naprej te moje videoposnetke na YouTubeu. Jaz mislim, da bo vsak dan bolj zanimiv. Če se še niste naročeni na moj YouTube kanal, dajte se naročiti, res bi mi ful pomenilo, ker tole ful z veseljem snemam, ful mi gre časa, lejte, zdaj je ura, ne vem, 9, pa bom šel še video montirati, ga bom še ne 2 ure montiral, ali pa uro pa pol, ne, bo kar 2 ure. Tako da dajte mi majčken, bom rekel, podpore s tem, da se naročite na moj kanal. Seveda to je popolnoma brezplačno, sam klikneš v rdeči gumb, naroči se, pa še potem zvonček. Potem pa no, na Instagramu me tudi lahko spremljate, tam pa slike objavljam. Najdete me po Tomaž Gorec, tako da ne bo težko najdete. Tako da hvala ti, ki si pogledala tale video do konca in jutri pa spet objavim novega ob 18:30. Poglejte si ga, super bo, sem prepričan, čeprav se še ni to zgodilo. Nič, lep pozdrav iz Travnika, uživajte in iskrena hvala za ogled.